Bodimo iskreni, toča na avtomobilih povzroči večinoma škodo, ki je povsem drugotnega pomena. Namreč z obtolčenim avtomobilom se lahko povsem normalno vozimo naprej. Ampak če sklepamo po množici posnetkov avtomobilov, ki se ustavljajo pod nadvozi, se zdi, kot da se vozniki toče bojimo kot hudič križa. Kot da se nam bo nekaj zelo hudega zgodilo. Saj v resnici se nam bo res lahko nekaj hudega zgodilo ob takem početju. Pa ne samo nam, ampak tudi tistim za nami in pa tistim, ki se v teh slabih svetlobnih pogojih vozijo nasproti nam. Zato ob naslednji poletni toči uporabimo zdravo pamet in si recimo, naj gre v franže samo pleh. Ampak saj, o kakšnih stroških sploh govorimo? Povprečne vrednosti so lahko zelo različne. Od tistih manjših točk, kjer so poškodbe ranga nekje, bom zdaj rekel, 350–400 evrov, pa tudi take, ko gre povprečna škoda preko 2000 evrov. Pri večjih škodah so običajno vključena tudi kakšna stekla zraven. Pogovarjamo se s profesionalcem, ki že več desetletij na pojav toče gleda številkami, analitično. On je namreč tisti, ki ima ob vsaki toči opravka ne le z nekaj bunkami na enem, ampak tudi z več tisoč poškodovanimi avtomobili. In če je potrebno, on tudi organizira svojo ekipo, takšne mobilne cenilne enote, da se lahko profesionalci s takšnimi palicami v rokah kar se da hitro lotijo dela in tako ponovno zloščijo slovenski vozni park. Razlike zaznavamo, ja, različni modeli in tudi različne znamke se v isti toči dejansko vozila parkirana en zraven drugega se lahko precej različno obnaša. Aluminij je bolj odporen, ne? Ampak hkrati na drugi strani je pa bistveno bolj zahteven za sama popravila. Ne? Prej bi rekel, da dražji avtomobili so cenovno tudi dražje popravila. Ne? Barve so prožne, pločevina je prožna in če lahko toča naredi luknjo, jo potem lahko tudi mi z nekim postopkom vrnemo nazaj. Postopek je tak, da se najprej vozilo, ko pride na cenitev, označi vse poškodbe, ki so vidne na vozilu. Imava 3 vrste udrtin. A so do 20 mm, B so med 20 in 35 mm, C pa od 35 mm naprej. Udrtina ni samo to, ampak se udrtina začne naokoli. Zato, ker ne popravljamo samo center, ampak je treba izravnati celo. Imamo tudi potem različne oznake, a ne? Manjše označimo z X, ker se je drugače ne moramo. In to je potem A? To je potem A udrtina. To je C udrtina, tole na primer bi bila pa B. Tudi na primer, če pogledamo na strehi, a ne, se zelo lepo vidijo. Največja, ki je premera skoraj 50. Potem pa tehnik dobi avto v delo, vzame posebno orodje in s tem orodjem on potem od spodnje strani, kar boste videli pol, pride do udrtine in jo postopoma izpodriva iz centra ven, dokler udrtina ni ravna. Predaleč, veste, tlelele. Ja? Še predaleč. Zdaj pa ste približno na luknji. Zdaj se bo že preveč pred vsep. Bolj naprej, še naprej, levo, še malo naprej, pa še mičkeno levo. Nekaj bi sem naredil, a? Ja, ampak niste na luknji. To je pač težko je, no. Vidim, res je. Ker to zame, jaz ne rabim več gledati, ne. Ja, sem to treba tudi krsilo potem, ne gre brez. Ja, seveda. Večje luknje zahtevajo večjo moč. Bolj je treba pritisniti, ampak spet je pa treba biti previden, treba je narahlo početi po malem, ker če ne se pač poznajo iz bokline. Tako je, ja. In tiste špice potem skoraj zelo težko odpraviti. Aha. Zato se pač gre pomičkan skozi na drugo mesto, se pravi, da se ne dviguje samo v enem delu, ampak da se dviguje v bistvu cela površina. Se pravi, da greste v celotno. Ja. Je pa pač to samo stvar prakse. Ja, jaz mislim, da bom to prakso kar vam pustil. Za popravilo so bolj zahtevni kakšna kombinirana vozila, ki imajo narebrano streho in je to z suhim izrivanjem bistveno težje, ker na pregibih dejansko ne moreš zadeve tako izravnati, kot na ravni gladki pločevin. Pregibi so pač spet stvar, koliko ima tehnik znanja, izkušenj in živcev. Na pregibih, naprimer, če pade toča na pregib, lahko pride do
poka laka. Sam pregib v bistvu za popravilo ni toliko zakompliciran, kot so ojačitve te stvari. Ker tle zate treba priditi, ne? Tukaj, to je ojačitev, tle gor je plehkla, vmes je prostor in v ta prostor noter je treba priditi, zadeti luknjo in jo zmasirati ven. Zdaj na tem vozilu je poleg poškodbe pločevine bila poškodovane tudi letvice. M pomeni menjava in pa potem plastično oblogo vrat. To se zamenja, to tudi sopada k cenilnem zapisniku in k poškodbi toče. Zapleteno pri tem vozilu oziroma pri vseh vozilih je popravilo robov strehe. Zberemo pravilen čep, pravilne oblike, velikosti in potem čep z lepilom nanesemo na center same luknje. Počakamo par trenutkov, da se posuši, potem vlečemo ven. Pa lahko rečemo, kakšna toča je padala. Med orehom pa med jajcem. V Črnomlju 2 leti nazaj smo imeli velikosti pomaranče. Trde, špičaste, ene so okrogle, ene so tiste, ki so špičaste, naredijo večje vdolbine, so tudi bolj nevarne za pokanje laka, tiste, ki so bolj okrogle, naredijo lepo vdrtino, se pravi za popravilo. Ugotavljamo, da so zadnja leta ta neurja bistveno bolj nepredvidljiva, hitreje nastajajo, težje se jim je izogniti, pa tudi te točne krogle so lahko nerazumljivo velike, ne, pa lepijo se skupaj in so tudi toče takšnega gabarita, ko je enostavno predvsem večje površine pločevin, se pravi strehe v glavnem, ali pa tudi kdaj pokrovi motorja niso smiselni več za izravnavo, ampak je bolj smiselna enostavno menjava. Ne. Tudi zaradi stabilnosti tega materiala, ne, da drugače bi lahko začel tudi vibrirati tak material, ne. Če je prenategnjen, če je predeformiran. Je pa spet vprašanje, kakšen je ta del. Ta del lahko enostavno odmontiramo in primontiramo novega, ne, kot je pokrov motorja recimo, ne, ali je ta del fiksiran na vozilo, kot je streha ali pa kak zadnji bok recimo, ki je varjen na vozilo, ne. In razrez take stvari je pa ponavadi vprašljiv, ne. Kako lahko svojega jeklenega, ljubljenega konjička ohranimo pred točo? No, zgovor je povsem preprost. Zaprite ga v garažo ali pa pod nadstrešek. Ampak seveda, avtomobil smo kupili zato, da se bomo z njim vozili, ne pa zato, da ga bomo imeli parkiranega doma v garaži. In seveda nam noben ne more garantirati, da bomo mi z našim avtomobilom ravno v času toče na varnem. Če drugega ne, se toča tudi zaradi klimatskih sprememb precej rada poigra z vremeljami. Ampak kakorkoli, ko se vozite po Sloveniji, pogosto vidite tudi, da avtomobile na velikih parkiriščih prekrijejo z mrežami. No, ampak vstopamo na področje, kjer imamo za vas dvakrat pozor. Če to ni pravilno izvedeno, se lahko dogodi še hujša zadeva, ko se takšna mreža zruši in potem vsa tista masa, ki se nabere na mrež, pa dejansko bolj poškoduje vozilo, kot pa toča sama. Ne. Pravijo, da naj avtomobile pred točo zavarujemo z deko. Ampak tu je pozor številka 2. Odsvetujemo pokrivanje vozila z dekami, z rjuhami, zato ker prvič je življenjsko nevarno. Imeli smo primer poškodbe, kjer je bilo treba amputirati prst, ker je pač mu padla velika kepa toče na prst. Ljudje so imeli tudi poškodbe glave in so potem šli na urgence. Tako da ta zadeva absolutno je življenjsko nevarna. Drugi problem pokrivanja vozila z dekami je pa ta, da se toča ne odbije, ampak se udarec toče absorbira v pločevino in je zato pol poškodba večja. In za konec današnje zgodbe se še enkrat vrnimo k številkam. Namreč zgodi se, da na cenitev pripelje voznik svoj avtomobil s takšnimi poškodbami, ki pač ne ustrezajo zgodbi, v kateri naj bi utrpel poškodbe. In čeprav imajo zavarovalnice že v svoji lastni hiši pogosto detektive, se ti praviloma s točo ne ukvarjajo. Odgovor je povsem preprost.
te zadeve so preverljive glede na javne objave in tudi na vremenska poročila, ne. Načeloma pa tudi glede na gabarit ostalih prijav, se pravi, zelo težko verjetno je, da boste vi imeli točo v Ljubljani, pa nobeden drug več, ne. Malo več prijav na nekem območju se takrat običajno mora pojaviti, ne.